To je torkova oddaja Dobro jutro. Me veseli, da ostajate z nami, sploh zaradi tega, ker danes ne boste zamudili temeljev, ki jih postavljamo v okviru seta obiskov. Darje Fišer, tolmačice, prihaja torej zaradi tega, da kaj več izvemo o znakovnem jeziku, da se kaj naučimo in v bistvu vse, kar bomo izvedeli novo, je na nek način takšno, da lahko damo pod palec in s tem potem na nek način funkcioniramo potem tudi tako v življenju. Dobro jutro. Lepo zdrav. Lepo zdrav, dobro jutro. Kako se tole naredi? Smo malo zamudili s kamero. Ja, včasih zamudimo kako kretnjo, pa nič hudega. Lep Ja, takole? in pozdrav. Lep in pozdrav. A bi moral biti obrit protokolarno, če bi želel biti tolmač? Niti ne. Je pa pomembno, da nimate brkov čez usta oziroma da vam ust ne zakriva. To pa sem pristrigal. Ja. Vi ste se danes oblekli v črno, s prav posebnim razlogom? Ja, to je v bistvu naša uniforma. Tolmači smo vedno oblečeni v črno oziroma v zelo temna oblačila, zato da je kontrast rok, s katerimi govorimo, večji. Zdaj, če bi imela jaz neke črte ali pa neke barvne kroge, bi to v bistvu še bolj utrujalo oči, pa ne bi se videlo jasnosti kretnje, ki bi jo naredila. A se veselite skupaj z nami tega seta oddaj, ki smo jih pripravili? Zelo. V bistvu vedno takrat, ko ljudje želijo zvedeti nekaj več o nekih posebnih potrebah, me veseli. Ker to je jezik, ki ga uporabljajo ljudje, ki ne slišijo. Torej gluhi, ne naglušni, tudi je zmotno mišljenje, da gluhi in naglušni uporabljajo. Ja, tudi ga znajo. Jaz sem slišeč človek, pa ga uporabljam. Pa vendarle je prvenstveno to materni jezik gluhih. Kaj je torej znakovni jezik, če ga takole spravimo v neko definicijo? Ja, to je preprosto sistem znakov, torej kreten, to je uradna beseda, kretnja, ki ga postavimo v nek vrstni red, v neko slovnico, ob tem, da moramo uporabljati mimiko obraza in pa govorico telesa. Zdaj, jaz tukaj sedim, pa mi je kar malo neprijetno, ker zelo težko sproduciraš kretnjo, če moraš biti čist primir, da se kaj ne premakne. Aha. Kdo vas je navdušil za tolmačenje? Jaz nimam nikogar v družini, ki bi potreboval to vrstno pomoč. Sem pa gledala zelo rada te otroški program in mojo kolegico Ljubico Podboršek, ki je še danes moja vzornica, kako je ona to tam v tistem malem kotku gor nekaj mahala in potem sem se naučila eno besedo. In ko sem stala pri semaforju, je možu razlagam, lej sem se naučila beseda. Ja. Torej kretnja za besedo, in sem opazila, kako me ljudje na semaforju gledajo. In ker je bilo to nekaj novega, zanimivega, takrat se mi je še zdelo nekaj takega imenitnega, da znaš nekaj, kar skoraj nihče ne zna. In potem sem šla v tečaj, pa v drugi tečaj, tretji, četrti, peti, toliko, da sem potem leta 2004 dobila certifikat, nacionalno poklicno kvalifikacijo, tolmačica slovenskega znakovnega jezika. Takrat sem potem spoznala, da je res imenitno imeti to znanje, ne samo zaradi tega, da lahko z gluhimi govoriš, ampak ta jezik ti da eno večjo razsežnost v komunikaciji. Veliko bolj prepoznavaš mimiko obraza, ker jo moraš gledati. Tudi recimo govorica telesa ti je veliko bolj pomembna in tudi v vsakdanjem življenju mi je to znanje zelo, zelo koristno, tudi če ne uporabljam kretnje zraven. In potem sem spoznala, da pa poleg tega, da si fancy, v bistvu pride pa zelo, zelo velika odgovornost. Absolutno. Koliko je sicer v Sloveniji certificiranih tolmačev? Zdaj nekaj čez 50 je certificiranih, s tem, da aktivni smo tam med 30 in 40. Kaj pomeni biti aktivni? To pomeni, da delamo. Da smo na razpolago gluhim, da te pokličejo takrat, ko potrebujejo pomoč in greš in oddelaš delo. Torej prevedeš iz njegovega znakovnega jezika v govor in pa obratno. Ne nazadnje vas lahko dobro uporabijo tudi, ko gre za kakšno prireditev, omenili ste Ljubico.
Ja. Zdaj, bom rekla, v zadnjem obdobju je zelo lepa gesta vseh, ki prirejajo razne te javne prireditve, da zraven pokličejo tudi tolmača, tudi če ni v publiki gluhih. Sploh, če je recimo kamera, pa je posneto. V bistvu to je še en korak tej normalizaciji, še en korak bliže inkluziji oseb s posebnimi potrebami v družbo. Tudi z vašo pomočjo se znakovni jezik, stanje znakovnega jezika izboljšuje. Kako pa je takole nasplošno v Sloveniji? Zdaj, bistvena razlika je v tem, da ko si nekje v predelu, ljudje ne stojijo več in ne bolijo. Še vedno pogledujejo, pa vendarle ni več tistega. Včasih so se celo zgražali, ko smo kje kaj delali, ampak tega je zdaj čedalje manj. In se mi zdi, da kakor lahko približam ta jezik tudi slišečim, predvsem to, da jih ni strah stopiti do gluhega in navezati kontakt. Gluhi so zelo prijazni ljudje in oni bojo naredili vse, da jih bomo mi razumeli. Problem je potem obratno. In tudi recimo inštitucije so se zelo upirale, ko je postal uzakonjen leta 2002 slovenski znakovni jezik. Ampak ja, se me razume. Ne. On vas se bo že potrudil razumeti, ampak tisto, kar vi govorite njemu, on ne razume. In čeprav zgleda, kot da razume, je to čisto en drug sistem, ki ga ne more usvojiti brez tega, da je zraven kretnja. Omenili ste slovenski znakovni jezik, a ni univerzalen po celem svetu? Ne, to je zmotno prepričanje, da je znakovni jezik svetovni jezik. Ni. Obstaja mednarodna kretnja, ki pa je zmes različnih znakovnih jezikov. Mogoče primer, jaz zelo dobro govorim angleško, angleškega znakovnega jezika pa ne razumem. Po drugi strani pa madžarsko nič ne govorim, ampak iz madžarskega znakovnega jezika v slovenskega prevajam pa, kot bi znala madžarsko že od nekdaj. To je recimo ta zelo velika razlika med jeziki in kolikor je dialektov na svetu, toliko je znakovnih jezikov. Se pravi, da je še težje. Še težje, ja. Običajno se imenujejo po državah. Slovenski znakovni jezik uporabljamo v Sloveniji. Potem je avstrijski znakovni jezik, švedski znakovni jezik. Skratka, vsaka država ima svoje poimenovanje svojega jezika in tudi svoje zakonitosti. Zakaj je do tega prišlo? Ne bi bilo lažje, da bi imeli nek univerzalni znakovni jezik po celem svetu? Saj tudi, če bi imeli en govorni jezik, univerzalni, bi bilo lažje, ne? Praktično res potem, če razmišljaš tako, ne? Sej, če znamo slovenščino, se pa moramo naučiti angleščine tudi, da komuniciramo s tujci. Ampak mogoče dobro, v smislu neke olajšave do ljudi. Zdaj olajšava pa je, ena olajšava pa je. Prej sem že omenjala, da s tem, ko se ti učiš znakovnega jezika, zdaj vsi mislijo, da ko začnemo mi na tečaju se učiti znakovni jezik, da začnemo kretati. Ne, mi se začnemo srečevati z mimiko obraza, z govorico telesa in v bistvu to je bom rekla, prva značilnost jezika, da mi tega, ko se učimo govoriti, ne uporabljamo. Ali pa vsaj ne uporabljamo toliko, kot bi lahko. Pri znakovnem jeziku je pa to temelj. Recimo, ne vem, če jaz tolmačim eno situacijo, kjer so zelo, zelo veseli ljudje. Ne morem jaz stati in tolmačiti, ampak to veselje moram prenesti k drugemu. In zdaj to veselje se mi mora odražati na obrazu. Zaradi tega, ker to gluh razpozna. Mi rečemo, zelo sem jezna. Zelo sem jezna. In se mi to sliši v glasu. V kretnji, če rečem, jaz ne vem, zelo sem jezna. Pravzaprav težko brez mimike obraza. Če rečem, zelo sem jezna, ni zaznati pri gluhemu, da sem jezna. Če se pa jaz namrščim, nakremžim in povem, da sem jezna, besna, je pa njemu to informacija lahko tudi včasih brez kretnje. Daleč od tega, da so samo kretnje način pogovarjanja. Seveda. Recimo, ko bomo pol kasneje v tej naši seriji spoznavanja jezika govorili, stopnjevanje pridevnikov, ga brez mimike obraza in govorice telesa ne moramo delati. Mi imamo drevo, ki je tako suho, potem imamo eno bolj debelo drevo, pa eno zelo debelo drevo. In zdaj mi moramo opisovati
Ne? Če pa mi hočemo pokazati v Kretnji, pa rečemo drevo. Ne? Torej drevo, večje drevo, najbolj debelo drevo. In vse naredimo z obrazom. Tle zadaj je ogromno, po mojem, še ene psihologije človeka. Tudi. In v bistvu to, da se, zdaj smo na televiziji in jaz se nekaj pačim in tega ljudje ne zmorejo v vsakdanjem življenju. Ne? Pa vendarle, če hočeš se jezika naučiti, moraš to početi pri jeziku. In tudi na nek način rasteš, postaješ bolj samozavesten. Bolj razumljiv verjetno tudi za tiste, bolj razumljiv. Ja, namenjen. zelo velikrat pride prav, ko si, ne vem, pač malo pokretaš zraven, da lažje steče in malo pokažeš zraven. Ja. In mogoče res kakšna premostitev zaradi tega lažja. Danes ne kretate ves čas, zakaj ne? Zdaj, če bi vas vprašala, vi govorite angleško, a zmorete hkrati govoriti slovensko in angleško? Absolutno ne. Tako tudi slovenski znakovni jezik in slovenski jezik ne moremo uporabljati hkrati. Lahko, če bi midva bila na kavici počasi kramljala. Če pa jaz želim nekaj pojasniti strokovno, potem je težko, da razmišljam v slovenskem jeziku in hkrati kretnjo oblikujem. Kje se začnejo dobri temelji znakovnega jezika? Je to abeceda, tako kot v osnovni šoli, v vrtcu? Zdaj, abeceda je samo en del, je ena prvina znakovnega jezika, kar pomeni, da si lahko malo z njo pomagamo, je pa zanimiva. Zdaj, prstno abecedo bomo potem v naslednjem oddaji, 8. oktobra, ko se spet srečamo, bomo začeli s prstno abecedo. Moram pa povedati, da gluhi načeloma črkovati ne znajo zelo dobro. V Ameriki je to, ga ne razumeš tako hitro in to gre. Recimo v Sloveniji pa to črkovanje ni običajno. Tako da se mi črkovanja zelo malo poslužujemo, bolj uporabljamo kretnje kot take. Kretnja pomeni eno besedo, medtem ko črkovanje pa pomeni, da vsako besedo razdeliš na črke. Si pomagamo pri imenih, si pomagamo pri krajih, da bi pa recimo besede, ki je ne poznaš, odčrkoval, je pa tudi gluh ne bo prepoznal. Je pa zanimivo, zato ker prstna abeceda, kot bomo videli, je osnova, da lahko potem sestavimo tudi kretnje. Namreč druga stvar, ki je pri učenju, je, da se moraš slovenskega znakovnega jezika učiti na pamet. Kar pomeni, da nimaš možnosti vpogleda v neko slovnico. Preprosto si predstavljate, če se učima midva zdaj črko A, zdaj morate pa zapisati. Zaradi tega, da jo boste ponovili, ko boste doma ponavljali, morate zapisati pest zaprta, roka po konci, obrnjena navzven, in to je to, da si ne moreš vsega zapisati. Mi sicer imamo slovar, ki je slikovni slovar, ampak je v resnici zelo statičen in spet ne moreš iz tega razbrati, kak je potek kretnje. In v bistvu so neke zakonitosti, ki jih je potrebno vedeti, preden se začneš učiti, preden se začneš učiti tega jezika, zato da lahko sploh pravilno začneš to uporabljati. In to je temelj. Zato mi začnemo z mimiko obraza, zato mi začnemo z gibanjem telesa. Zdaj, če bi jaz recimo vas ne razumela, mi vprašamo, prosim, nisem razumela. Gluh bi pa naredil. Skratka, to so neke take univerzalne stvari, ki se jih lahko mi naučimo, in če smo, tudi mi to naredimo včasih podzavestno, pa vendarle je to že prvina znakovnega jezika. A smem pokazati tale učbenik gledalkam in gledalcem? Istočasno pa za vas vprašanje, rekli ste, da kretnja pomeni besedo. Je sploh možno, da so vse besede, ki obstajajo, že imajo svojo kretnjo? Ne. Znakovni jezik je živ jezik. To pomeni, da se ves čas razvija. Zdaj, pred leti, ko smo začeli tolmačiti Dnevnik na televiziji, v bistvu takrat nismo imeli političnega žargona kreten. In vse stvari smo morali sestaviti, postaviti na novo in se jih preprosto naučiti. In tako se nadgrajujejo. Zdaj približno 2500-3000 kreten obstaja, ki so postavljene, vse ostalo so pa potem izpeljanke, vse ostalo so potem nadgradnja.
pa dodatek telesa, to se pravi mimike obraza in pa govorice telesa. Kar se učbenika tiče, vse lepo in prav, pa mogoče ravno v povezavi s tem vprašanje. V začetku pogovora sem rekel, da je slovenski znakovni jezik prišel v srednje šole kot izbirni predmet. Učbenik v tem primeru kaj dosti pomagal, verjetno ne bo, ne? Ravno prej ste izpostavili problematiko, da tle so sicer kretnje nakazane, ampak ti verjetno res rabiš konkretno človeka pred sabo, da ti pokaže, kako to v praksi izgleda. Tako. Tudi obstajajo tudi spletni slovarji, torej če vpišete, ne boste dobili, kjer so videoposnetki kretnje. Tisto je že bolj blizu, a ne? Ampak, ko pa začneš ti uporabljati potem kretnjo v sami konverzaciji, ko jo začneš se pogovarjati s človekom, je pa bistvenega pomena, da imaš nekoga pred sabo, da delaš, da obnavljaš to znanje, sicer je to znanje, ki ga zelo, zelo hitro ljudje pozabijo. Ampak to ne pomeni, da ne iti v to. Zdaj, fakultativni predmet je zdaj prišel, torej kot ena dodatna možnost, da se nekdo nauči nekaj novega. Predvsem ta del, mimika obraza, to, da si upaš, to, da narediš nekaj čez mejo. Zdaj, ta diapazon kretanja je običajno tukaj. Ne skačemo, ne vem, ven iz tega okvirja, pa vendarle včasih je treba. Tega na sliki, na videu tega ni. Kdaj zdaj jaz pokažem nekaj ogromnega, ali pa, ker sem jezna, so v bistvu te kretnje zelo, zelo velike. In recimo to, kak je velika kretnja, lahko tudi stopnjuje neko čustvo, naprimer. In to je tisto, kar je drugače, kot je v govoru, kot je v našem jeziku. Blazno težko postati verjetno tolmač ali pa tolmačica, kakor je pravilno izgovorjeno, ravno zaradi tega, ker nima človek možnosti tako vsakodnevno prakticirati, vaditi to zadevo. Dobro, spoznaš novo besedo, ampak a se boš spomnil na njo čez 10 dni, kaj boš rabil? Jaz mislim, da ni toliko problem v uporabi, bolj je problem v sistemu. Midva, ko govoriva, vi ste odvisni od mojega glasu in me poslušate. Tudi, če jaz zdaj začnem kretati, boste vi mene poslušali, ne boste gledali kretnje. In mi to slišeči ljudje to delamo. Gledamo v obraz in smo odvisni od besed. In dokler tega sistema odmisli besede, glej kretnjo in nič drugega ne sliši, tako dolgo se v bistvu ne moreš naučiti znakovnega jezika. Dokler nisi odvisen samo od tega, kaj nekdo kaže. Ker pa mi celo življenje, bom rekla slišeci, celo življenje poslušamo in smo odvisni od tega, ne znamo tega kretalno vidnega sistema. In ko to usvojiš, ti v bistvu šele postane jasno, kaj zdaj nekdo tam maha. Kje pa je fokus tako v praksi pozornosti nekoga, ki ne sliši? Bolj na kretnjah, bolj na vaši mimiki? Zdaj, rekla sem, da je tukaj ta diapazon kretanja. In kretnja je tukaj in mi vedno zraven govorimo. Brez glasu, pa vendarle vedno oblikujemo besede, zato da dobijo celotno informacijo. Tudi če kretnjo spustiš, recimo predlogov, pred, pod, na, v, tega običajno gluhi ne uporabljajo v govoru in to dobijo potem s to celostno, pač, ko govorimo zraven. Prej ste rekli, prstna abeceda. Prstna abeceda se izvaja tako, da je roka naslonjena, da te ne boli, čez nekaj časa jo imaš pri miru in oblikuješ v višini ust in izgovarjaš. Ob tem pa potrebna tudi dobra artikulacija. Ja, zelo, zelo jasno. Zato sem prej rekla, če imate brke čez usta, ali pa recimo nekdo, pri zdravniku je to običajno, dol gledajo in pišejo. Nemogoče. Gluh je odvisen od gledanja. Torej, to se imenuje, ta proces pri gluhem se imenuje odgledovanje. Torej, odgleduje kretnjo. Se že kaj bolj zavedamo tako nasplošno, koliko ovir imajo dejansko tisti, ki ne slišijo? Pa zdaj, če govoriva o slovenskem prostoru. Ja,
Ja. Tudi vsa zakonodaja, ki je zdaj od osebne asistence do asistenta za komunikacijo, do tehničnih pripomočkov, ne, vse je znak tega napredka, ne, tega priznavanja v bistvu te. Res pa je, da je to ena najhujših invalidnosti, ravno zaradi tega, ker ni vidna, ne? In ker se ne vidi na zunaj, ne? Potem ljudje pač mislijo, da razume, da ve, in v resnici nam ni jasno, kaj to pomeni, če si v tišini in nič ne slišiš in si odvisen samo od vida, ne? Nam, ki slišimo. Mi se lahko damo, ne vem, si zapremo ušesa, se ne vem, v neko komoro, pa vendarle ni isto, ne? Takoj, ko moraš pa informacijo dobiti, pa vidiš, da je v bistvu res težava, ne? In se mi zdi, da ta preskok, tudi ta miselni preskok ljudi je tist, ki je. In tudi tega strahu pred to drugačnostjo je manj. Ogromno enih vprašanj sem imel zapisanih, ampak naj je čisto po svoje, se mi zdi, da zaneslo, pa sej večino sva tako zajela. Česa se takole zdaj v tej seriji oddaj oziroma vaših obiskov najbolj veselite? Da postavljamo zdaj neke temelje znakovnega jezika, da morda koga navdušiva, zato da se odloči morda enkrat za poklic tolmača? Ja, zakaj pa ne? Pa če že, ko stopi v stik z gluhim ali pa z nekom, ki slabše sliši, da ga ni strah. Običajno, če pridemo v stik z nečim, kar je drugačno, običajno se potegnemo nazaj. In ne naredimo prvega koraka. To je, recimo, se naučiš tujega jezika, prideš, ne vem, v tisto deželo in potem ne upaš govoriti, ker ne veš, kaj bo, kak bo odziv. Če že to premagamo s tem, da sej ni pomembno, mi imamo zelo veliko naravnih kretenj. Ne? Ja, ne. Pojdi tja, pa zavi tja. In če stopimo, zdaj pa to uporabljamo. Ko pridemo pa v stik z gluhim, pa vse to pozabimo. Ker nam je nerodno, ker nas je strah, da bi pokazali nekaj, kar ni ustrezno, pa vendarle noben gluh tega ne bo zameril. Pa edino, kar imamo in bi dejansko človek razumel, skrivamo v sebi. Ja, res je. In če bo, ne vem, namen teh naših srečanj, to, da nas ne bo strah pristopiti k nekomu, ki ne sliši, smo naredili veliko. Je pa res, da tega na začetku sem rekla pozdrav. To je tako univerzalna kretnja, ki ne moreš zgrešiti. In ko se srečaš s kom, živijo, zdravo, pozdrav, dobro jutro, dober dan, vse lahko za to uporabiš. In če se zraven še nasmehneš, je v bistvu cilj dosežen. Si pozdravil človeka. Darja Fišer, jaz se vam iskreno zahvaljujem za prvi obisk. Hvala lepa tudi vam. Se veselim. Kdaj smo rekli? 8. oktobra se dobimo na prvem praktičnem in sicer bomo začeli s prstno abecedo, ki je v resnici osnova za naše kretnje, oblikovanje naših kreten. Fantastično. Vabljeni in se vidimo. Hvala.